In nadaljujemo s pogovorom, ki smo ga začeli na TV-u. Z mano je še vedno Sašo Stare in to je stav, ki sem si ga vedno želel reči. Avengerji, ta zadnji Avengerji, nenormalen uspeh, kar se tiče prihodkov. Zaključek je bil malo tak, malenkost nepričakovan in zdaj v bistvu največji naslednji film, ko prihaja, so naslednji Avengerji 4, ne vemo še kakšen bo podnaslov. Kaj se tebi zdi, da se bo zgodilo? Mislim, veš, kakšen je bil konc. Ta film, se pravi, Infinity War je zaslužil 2 milijardi evrov. Ta cela franšiza je vredna ne vem koliko milijard, to je dolarjev, ne evrov. To je nenormalno, pač vsi bojo nazaj prišli, pač vsi bojo živeli, valjda da bojo delali naprej še filme. Pač to se bo zgodilo. Mislim, mogoče bojo koga ubili, no. Verjetno bojo. Enega bo zihar. Verjetno Captain America. Zdaj, fora je v temu, da so oni zaključili v bistvu tretjo fazo so zagrejo v četrto fazo v Marvel Cinematic Universe. Moram razložiti, kaj so te faze. Po mojem, da telefon mi je dol padel, čaki. Vse v redu, vse z YouTube. Rabimo mikrofon. Še vse rabimo dober zvok. Ne bova razlagala teh specifičnih zadev, dajte si prebrati, kaj točno so te faze. Ne vem, a to lahko naredim? Ja, zakaj ne? Mikrofon je tukaj. Ok, kaj se ti pa zdi, se pravi, kar sem hotel povedati je, da zdaj po koncu tretje faze bodo določeni igralci verjetno pač ali podaljšali ali pa z določenim bodo prekinuli pogodbe in nekako se že šušlja, da ne bomo več gledali naslednjega Iron Mana, zato ker je Robert Downey Jr. ni zaenkrat še podaljšal. Ja, ker on je ful drag, ker se je ful dobro spogaja. Ja, v Hollywoodu tako deluje, da pač se zmenaš za koliko številk pač filmov boš prisoten, pa neko cifro imaš za to. Še posebej te superherojski filmi, zdaj, ki so vsi ratali Universe, se pravi več filmov, ki skupaj deluje, podpišejo mlade igralce za 5-6 filmov, pa se ponovno pogajajo, ker to so veliki denarji. Kaj mene zanima, imaš ti kakšno idejo, v katero smer bi šlo lahko po temu, se pravi po naslednjem Avengersih filmov, kaj se bo nadaljeval? Mislim, karkoli, kar je v stripih, bo slej ko prej v filmu. Zato, ker to je nenormalno veliko denarja prinesejo te filmi. Kjerkoli strip, ki ste ga kadarkoli brali, bojo probali narediti v film. To je dobra in slaba stvar hkrati, zaradi tega, ker pač ene stvari pač ne bojo dobro narejene. Statistično gledano ne bojo vsi te filmi dobri. Ampak karkoli. Snoopy, Sinac je bil film. Ja, res je bil. Ja, francosko, so naredili film. Kaj je to, La Linea? Ne, La Linea, to je bilo dobro. Ne, en detektiv nekaj, to so naredili cel film. Pač vse bojo naredili film, no. Ok. Da mi povej, čisto iz osebnega stališča, verjetno imaš tudi ti kakšnega najljubšega superjunaka, nekoga, ki bi ga res rad videl, da bi ga premestili iz stripa v film, kdo bi bil to? Vse je, ker bo slej ko prej bo film, vse bo, ne moreš, vse bo. Koga bi pa rad videl? Ne, vse v bistvu, jaz sem dosti fan Daredevila, pa je zdaj serija, tako da jaz sem dobil svoje. Kar se meni tiče lahko nekaj. To je to? Kaj pa kakšna dobra inkarnacija Konstantina, Hellraiserja? Ja, ne, to mislim, da ne bojo več tega. Ne bojo več tega. Probali so film narediti, probali so serijo narediti, ni bilo nič tega uspešno, to je zdaj za nekaj časa pustili primir, po mojem. To je bilo ful dobro drugače, samo pač ne bo. Da nisi osebno vzel tega. Ne, sem se, na začetku, Rok me dobro pozna, ker se poznajo že ful časa in jaz osebno jemljem te stvari. Sem jih imel, zdaj jih pa ne več. Zdaj, ko so te filmi ratali, na začetku tega Marvela sem bil jaz ful, tebi sem razlagal, ful sem bil navdušen, vse povezujejo, nikoli prej še ni tega naredil. Zdaj smo pa že, 10 let v to noter, pa je zdaj že normalno. Ja, v bistvu te filmi so uničili filmsko industrijo na nek način. Ja, pač kjerkoli film zdaj prija, proba biti začetek nove trilogije ali pa karkoli. Zdaj sem naredil dober film. Točno to. Da mi povej, čisto, kjer film te je v zadnjih parih letih najbolj razočaral? Prav enega moram. En film. Od teh. Stripovski, znanstvena fantastika. Rad bi rekel Superman proti Batmanu, ki je bil zelo slab film. Kar gre, Marta! What did you say that name? A veš, ne rab, sam izdiš me. Oprosti. Ker to delaš mi, sam izdiš. Ampak še bolj kot to me je razočaral Justice League. Ja? Justice League bi mogel biti to, kar so bili Avengeri, ne? Avengeri je bil full dober film. Pokazali so nam like in potem so prišli, to je bil en epski film. Kakorkoli obrneš, karkoli se bo zgodilo z Marvelom, Avengeri bojo hud film. In Justice League je bil nič. Pogledal sem ga dvakrat. Ne vem, kaj se je zgodilo. Zdaj, po moje, da en izmed glavnih razlogov je, ker pri Marvelu resno jemljajo vse zgodbe, ampak hkrati so pa zelo lahkotni, kar se tiče določene vsebine. Ful je ene komedije zraven, pri DC-ju kaj komedije noter. Smešen je, koliko so slabi.
te filmi. Okay. Mislim, niso bili skozi, ne. Dark Knight, pa Dark Knight Rises, pa te filmi so bili kul, ampak pač te filmi so pa kar slabi. Green Lantern, recimo, je bil mes. Si gledal Green Lantern? Ja, sem, A se ga spomniš kaj? Mislim, A ni najslabše, da si gledal film, pa se ne spomniš nič? se spomnim Ryana Reynoldsa, pa se spomnim, koliko boljši bi on lahko bil v Wolverinu in pol je igral v X-menih Wolverine, Ja. je igral Deadpoola. Je bil tudi slab. Grozen je bilo. Zdaj je bilo super. Ja, zdaj so pa zelo dobro so naredili tega Deadpoola. Jaz думаю, da bo koga zanimalo, ko bo to gledal na YouTubeu, Bo. kako se pogovarjamo o filmih. Ej, v bistvu bi mogla zdaj počasi zaključiti ta Ne, pogovor. Vendar, še. ful je prijetno, ampak lahko se tudi pol pogovarja. Kaj bi sam prosil? Ti gledaš ogromno enih YouTube videov, prebereš ogromno enih člankov po vseh teh zadev, ki se tičejo nekak geekovske kulture. Ja. Kaj bi mogoče priporočil našim gledalcem pa gledalkam, da si pogledajo? Sprav, kjer je YouTube kanal? Ja. Priporočam Comic Storian, Ok. super kanal. Ja, Comic Story v bistvu povzame zgodbo. Zgodbo stripa, zraven ima lepo grafiko iz stripa in v bistvu ti ni treba prebrati celega stripa, če recimo nimaš denarja, da bi kupoval vse stripe, kar pač noben nima, ker so dragi. Potem bi predlagal, nasploh, mislim, to je zdaj povezano samo s tem, da imam rad filme, pa rad gledam kritike. Chris Struckman ima ful dober kanal, kjer dela filmske kritike. Dela tudi kritike teh filmov, pač stripovskih, ampak vseh filmov nasploh, tako da če to gledaš je super. Pa načeloma Nerdist, pa taki kanali obstajajo na YouTubeu, po moje, če te nekaj zanima, lahko komot najdeš. Da best, super. Drugače pa subscribite, pa lajkite tudi ta kanal, kjer smo zdaj, okay. Moč, veš, Ja, da best, super, connection s odlično. publiko. Ja, hvala. Hvala, ker boste to naredili.